Lep dober dan, Barbka Špruk. Sem vesela, da si se odzvala mojemu povabilu na intervju, ker bova predstavili tvoje delovanje, ki je izjemno pomembno v teh turbulentnih časih, in sicer ti se ukvarjaš z zdravljenjem depresije na naraven, alternativen način. Pomagala si že ogromno ljudem. Pa me zanima, koliko časa si že aktivna v tem delovanju in na podlagi česa si se ti odločila, da boš pomagala tako sebi kot ljudem na naraven način. Vsi vemo, da je psiha temelj zdravja pri vsakem človeku in da vpliva tudi na telesno zdravje in umsko, mentalno zdravje. Vsi vemo, da ima ogromno ljudi težave, se zatekajo k tej uradni medicini, k uživanju antidepresivov, vemo, kakšne stranske učinke imajo, in me zanima, kako ti na vse to gledaš. Najprej hvala, Mateja, za povabilo, sem zelo vesela, hvala. Potem bi te sam to popravila, jaz svetujem na področju osebne rasti. Seveda pa govorim tudi o lastni izkušnji, kako premagati depresijo, tesnobo, anksioznost. Naj povem, da vse se je začelo na podlagi lastne izkušnje. Leta 2002 sem se znašla v psihiatrični bolnici Ljubljana Polje. In takrat sem prvič na lastni koži okusila, kako poteka sistem zdravljenja. Jaz priznam, imela sem težave. Vsi vemo, kdor ima težave, poišče pomoč. In seveda sem poiskala pomoč uradne medicine, v dobri veri, da vejo, kaj delajo, ne? Na kar seveda, ker sem zavrnila tablete, ker tam je pač alfa in omega tablete, sploh ne smeš reči ne. Danes sicer nekateri povedo, da je veliko bolje, ampak še vedno nimaš ravno pravice zavrniti tablete. Takrat, ko sem se pa jaz prvič znašla v teh težavah, pa ko sem prvič tablete zavrnila in potem še enkrat drugič zavrnila, so pa se name spravili medicinski tehniki, sestre, in me prijeli za roke, noge in me odnesli v eno sobo, zvezali tako z jermeni za roke, noge. Pač par dni sem bila privezana. Še danes zahvala bivšemu soborcu, ki ga žal ni več, ki je hodil do mene in je rekel: Barbka, prosim, vzem vse tablete, vse, če želiš ven priti, vse, kar ti dajo, vzem, ne se upirati. Jaz sem se še nekaj cajta upirala, pa sem pa ugotovila, če želim ven priti, a ne, pač bom mogla kar malo potrpeti, ne, in pojesti vse, kar ti rečejo, ker če tam ubogaš, je v redu, če ne ubogaš, to ni v redu, ne. Tako da, predvsem tisti, ki smo bili bolj vesele narave, a ne, smo bili takoj tarča psihiatrov, ne, ki so nas tableti zabijali dol, ne. Ljudje, ki so bili pač v stiskah ali pa mirni in so vse pojedali, z njimi so lepo ravnali, ne. Mi pa smo bili kar velika tarča. Ali privezana posteljo ali zviševanja doz tablet, ne, ker so bili pol ves omamljen, slina mi je tako dol tekla, tresla sem se od vsega tega. Tako da ja, kot si rekla, Mateja, duševno zdravje, jaz bolj rečem zdravje naše duše, no. Se mi zdi bolj zlorabljena beseda duševno zdravje, pa pacient, to je človek, ne. Mi ne bi smeli več psihiatri, zdravniki imenovati ljudi pacienti, že to mi je, dajmo reči, stranka, klient, ne, spoštljivo, da bo pač enkrat ven prišel, ne, tudi to me moti, ne. Vedno sem rekla, tam bi mogla biti hiša za zdravljenje duš ali pa nekaj drugačnega, ne psihiatrija, psihiater. Ne, tako je že a priori slab prizvok, ne. Vsi vemo, če imamo težave, recimo kakršnekoli, sploh povezane s psiho, in ko gremo k zdravniku, prva stvar je, ti napiše antidepresive. Jaz sem bila tudi kot najstnica zaradi razmer doma, kjer je vladal alkohol, nasilje, in ko prideš k zdravniku in potarnaš o težavah, ta prva stvar, kar je, ti napiše antidepresive. Jaz, ko sem potem brala stranske učinke, ta prva stvar, kar je bila, je tista škatlica tablet romala v kanto. Zato ne vem, kaj me je sicer vodilo, nek naravni instinkt. Sicer ene dva sem pojedla in potem sem šla dejansko brati stranske učinke in sem videla, da se pri meni po zaužitih tabletah stanje samo poslabšuje, namesto da bi se izboljšalo. A ne, očitno
te tablete le niso nekaj, kar bi ljudem pomagali, ampak če ne verjameš v te dogme, se zadeve samo poslabšujejo in potem imamo tudi samomore, še večje poglabljanje krize v utapljanju alkohola in tako naprej. A ne? Tukaj bi mogli dati večji poudarek na ukvarjanje sam sabo, prva stvar, raziskovanje svoje lastne psihe, kdo smo, kam gremo, in pa večji poudarek same družbe na kvaliteto samega obstoja, ker vsi vemo, da ta stres, kateremu smo podvrženi, ne deluje v naše skupno dobro, ampak zadeve pri marsikaterem poslabšuje, glede na to, iz kakšne družine prihaja. A ne? Vsi vemo, da pravzaprav je že zdaj znano, da se iz teh družin, ki so podvržene alkoholu, nasilju, večje število otrok, ki rastejo v takih družinah, zateka k alkoholu, k raznim teh psihosomatikom, a ne? Kar pa zadeve samo poslabšuje. Kaj bi mi tukaj lahko naredili, da bi se stanje zboljšalo? Zdaj, moje izkušnje, glede na to, da 8 let kar svetujem, kar delujem na tem področju, moramo biti zelo previdni. A ne? Nekomu antidepresivi lahko rešijo življenje, to so primeri mojih strank, ki tudi priznajo, ne? Nekomu pa lahko povzročijo samomorilne misli. Imate v pol metra stranskih učinkih zdravil. Torej, moje mnenje je, da bi mogli farmacevti in zdravniki, preden predpišejo antidepresive, opozoriti človeka, da se mu lahko pojavijo katerekoli simptomi oziroma to, kar piše v stranskih učinkih zdravil. Ker kot pravimo, imamo primere, ki so jim antidepresivi rešili življenje, in na drugi strani sem jaz in mnogi, ne, tudi, ki so nam antidepresivi povzročali samomorilne misli. Torej, jaz sem imela po jemanju antidepresivov po 500 misli samomorilnih na dan, da se moramo ubiti. Še enkrat, napisano je v stranskih učinkih antidepresivov, za kar je odgovoren zdravnik in farmacevt, in ne bi smel kar tako predpisovati in kar tako dajati ljudem antidepresive. Odgovorni so vsi. Torej, če nekomu predpišeš tablete, jaz vedno rečem, daj prosim, obvesti ga. Ne? Zakaj se ljudi ne obvesti? Ker če imaš po jemanju antidepresivov samomorilne misli, ki jih prej nisi imel, nujno k zdravnik, nujno na urgenco, te stvari so nevarne in se ni za hecati z njimi. In kot pravim, na drugi strani so pa ljudem antidepresivi dvignili voljo do življenja, potem pa smo vzporedno tudi z delom na sebi prihajali do tega, da so odkrili vzrok za svoje težave in seveda, tako kot vedno rečem, postopoma počasi, seveda pod nadzorom zdravnika, so tudi opuščali zdravila. Meni osebno je najboljša rešitev sodelovanje uradne medicine, alternative, seveda, če je v dobro človeka. Ne da bi bili ljudje tako tretirani, kot smo bili mi, ker smo bili samo številke, v 5 minutah smo dobili tablete, z nami so ravnali tako kot tiste krave, ki jih štemplajo, tako, ali pa smo v vrsti stali z lončkom, si pojedel tablete, jezik ven, mislim, a se to tako dela z ljudmi? In vse, kar so nas vprašali, a si šel lulat, a si šel na večjo potrebo, ja, Marija duš, ne. Jaz vedno rečem, kmečka logika, najhujše, kot pove kmečka logika. Torej, jaz vedno rečem, super, če se človek izobražuje, če ima izobrazbo, ampak, če pa zdravnik nafila človeka za 15-20 tableti in se takole slina, ne, pa ko mi hod, ko ga točno vidiš, pa ves okorel, se vprašaš, a je to dobro za človeka in naravo, a je to res nujno za človeka. Tukaj pa vedno rečem, tukaj je pa zdravnikom odpovedala zdrava kmečka pamet. Kako mene srce boli, ko jih vidim slinaste, okorele, ko točno veš stranski učinek zdravil je, slina ti teče, oči ti gor potegne, treser se, seveda pri nenormalnih dozah zdravil. In če zdravniku odpove zdrava kmečka pamet, pa se imamo res zabatne. Očitno
ne gre samo za zdravljenje, tako zvano v narekovajih, ampak očitno tudi na poskuse na ljudeh, kako določene antidepresive prenašajo in v kako veliki količini. O tem je zelo malo govora. Veliko medicincev pa, bom rekla, v zaprtih krogih govori o teh poskusih. Jaz sem videla, da si zelo aktivna tudi na Facebooku, imaš svoj profil, svojo stran in vidim, da izjemno veliko ljudi ti je hvaležnih za tvoje poslanstvo, za tvoje delo, kar delaš. Imajo izjemno lepe izkušnje s tvojimi nasveti, s tvojo angažiranostjo v tej smeri. Jaz jih tudi nekaj osebno poznam, ki so bili izjemno navdušeni nad tvojim delom. Se pravi, iz tega lahko razvidimo, da v bistvu tablete mogoče so samo nek vzvod, da pridejo ljudje do spoznanja, da v tem ni rešitev, ampak da je rešitev, da človek dobi zaupanja vredno osebo oziroma človeka, ki se mu lahko zaupa svoje tegobe, svoje strahove, svoje bolečine, svoje travme, ki izvirajo predvsem iz otroštva. Tukaj je pa ta nasprotnik oziroma terapevt, ki človeku s poslušanjem in slišanjem pomaga, da se človek odpre in spregovori o svojih travmah, strahovih in bolečinah. Točno to, kot jaz vedno rečem, ne? Človek bi moral čim prej priti v roke nekoga, ki ima, poleg, če išče nekoga z izobrazbo, predvsem čut, srčnost, empatijo, da ga čuti, ne? Ker če ti zid postaviš, tako kot je imel veliko teh psihologov, psihoterapeutov pred mano zid, jaz sem se jih ustrašila, jaz si nisem upala z njimi pogovarjati, oziroma sem tudi komaj čakala, da sem ven prišla, ne? Sicer sem pa tudi vedela, če sem preveč povedala, da bom spet dobila večje doze zdravila, ne? Torej, ljudje naj si čim prej najdejo terapeuta, psihoterapeuta, kogarkoli, nekateri pridejo k meni na svetovanje, ne? Da razrešijo vzrok. Torej, uradna medicina po mojih izkušnjah seveda vzroka ne rešuje, torej potrebno je pa vzrok. Zakaj sem jaz danes zdrava, že od leta 2008? Ja, ker sem pozdravila vzrok, ker če ti ne pozdraviš vzroka, se vrtiš v začaranem krogu in si cel življenje lahko v tem krogu. Vsi vemo, da je potrebno pozdraviti travme, celične, travmatične, pododvane spomine, tudi prednikov, ne? Kar pa uradna medicina v tem ne uči. Ampak tukaj za mano je kar nekaj knjig, jaz vsakemu rečem in imam tudi na javni strani veliko priporočil, katere knjige berite. Saj ni treba meni verjeti, niti besede mi ni treba verjeti. Lahko sami se učite, proučujete in berete, ne? Da boste razumeli, da bo treba delati na sebi. To je vse, to je ključ do rešitve, do zdravja, ne? Ampak toliko časa, kot ne zmoreš, si poišči osebo, ki te spremlja na tej poti. Moram pa vedno reči to, ne? Vsi smo samo ljudje, tudi jaz delam napake, tudi jaz kdaj nisem sigurno nepravilno delovala, ne? In zato vedno rečem, ne sodimo drugih, povejmo, ok, to ni v redu, to dejanje, ne? Ampak iščimo rešitve, ker sama sodba, opravljanje, zaničevanje, kazanje s prstom je nevarna, ne? Ko nekdo misli, ko bo nekoga blato ali pa poniževal, ne? Po drugi strani se mu pa neka potem nesreča ali pa neka situacija zgodi, pa se sprašuje, zakaj, ne? Ja, vse je posledica, ne? Vzroka, ne? Točno vemo, ne? Vsi, ki delamo na tem področju. Torej vsi, tako kot vedno rečem, delamo napake, se učimo na napakah, skušamo vedno bolj delovati v luči ljubezni, miru, spoštovanja en do drugega, ampak tako kot jaz povem lastno izkušnjo s psihiatrijo, ne bom pa javno blatila imena, ker vem, da so tudi samo oni ljudje, da so tudi oni, pač psihiatri so študirali to 50 let, ne vem, ampak tukaj imam tole knjigo od psihiatra Williama Glasserja, Psihiatrija lahko nevarna za vaše duševno zdravje. Torej, nekateri psihiatri so že spregledali, ne, in se strinjajo, ne, da medikamenti, tablete so ok, akutno stanje, dolgoročno pa je potrebno vzrok reševati, človeka postaviti na noge, torej ga usmerjati k delu, k ciljem, k aktivnosti, k poslanstvu. Ne, pa pri nas tega takrat ni bilo, ne. Mislim, najbolj pomembno je bilo, po mojem mnenju, čim prej dobiti tablete in diagnoze, iti domov, pa spet se vrniti. Niso imeli, pač po mojih izkušnjah, niso imeli znanja na tem področju, niso ga imeli.
Tako kot si prej lepo omenila, farmacija s svojimi medikamenti s podporo uradne medicine zdravi samo momentalno stanje, ne odpravlja pa vzroka. Vzrok se ponavadi skriva v naših travmatičnih izkušnjah in tukaj noter je ta rešitev za predelavo oziroma ozaveščanje samega sebe in priznanje sam sebi, da nobeden ni popoln. Je pa res, da nobena druga stvar ne naredi večjega učinka, kot naše lastno priznanje samemu sebi, da noben ni popoln. In da, ko se mi enkrat odločimo v srcu, v duši in v umu, da bomo spremenili naše življenje, našo preteklost, to vsekakor lahko naredimo. In to je edina rešitev, da se izvijemo iz krempljev, stiske, strahov, travm, bolečin. In jaz lahko iz svoje lastne izkušnje povem, tudi jaz sem imela izkušnjo s psihoterapevtom oziroma s psihoterapevtko in je izjemno pomembno, komu prideš v roke. Res je, zelo, zelo pomembno. In moraš imeti srečo, da naletiš na res srčnega človeka, ki je mogoče šel tudi skozi svojo lastno izkušnjo in zna ljudem pomagati. In jaz lahko se zahvalim Metki Pristov, ki me je pomagala takrat. Ona je šla tudi na svojo lastno pot, samostojno pot in jaz sem, upam srčno, da veliko ljudi usreči, tako kot ti, Barbka. Jaz te že nekaj časa spremljam in kadar sem ob tebi, vedno imam mravljince po celem telesu, ker ti si energetski torpedo, bom rekla, brez da ti laskam, to je res, zato imaš tudi take uspehe, ker človek, ki deluje iz samega sebe, na podlagi lastne izkušnje in si zaveda, kako izjemno pomembna je ta srčnost na nasprotnikovi strani, lahko deluje in žanje uspehe na področju, na katerem deluje. Res je, se popolnoma strinjam. In tako kot si ti, Mateja, pohvalila to psihoterapevtko, vedno je treba pohvaliti tiste ljudi, ki so nam pomagali, ne? Ampak se tudi zavedati, v 8 letih, kar jaz svetujem, in ko ljudje pridejo k meni, ko že 2 let, 5, 10 let hodijo na psihoterapijo, vedno rečem, če čutite oziroma vidite, da ni napredka, pojdite naprej spraševati. Ne? Napaka je, ko ljudje kar vztrajajo, pa jaz vedno rečem, pa pismo cel življenje pa res ne moreš samo predelovati. Kaj boste cel življenje predelovali? Treba je živeti, vrniti se k svoji duši, k svojemu poslanstvu, nekaj narediti v življenju. Ne moreš ti cel življenje se vrteti v tem začaranem krogu, In spet smo tam zdrava, kmečka pamet, ki vedno rečem, malo se vprašaj, a res ti že toliko let, ko to hodiš, pa še kar nisi zunaj, ker vsi vemo, to je proces, delo na sebi je proces, ta zadeva ne gre čez noč, predvsem pa, da prideš enkrat do spoznanja, ti sam si odgovoren za svoje zdravje in življenje. Ni tretje osebe, ki te bo rešila. Tudi, ko meni veliko ljudi reče, rešili ste mi življenje, ja, ampak jaz sem vam stala ob strani in vedno rečem, brez božje pomoči, jaz verujem, nekdo pa ne veruje, ni nič narobe in vem, da neka sila je, jaz rečem Bog, nekdo, kozmos, vesolje, univerzum, stvarnik, ki nas spremlja, ampak važno, da mi znamo priznati svoje napake, ker vedno rečem, kdo s prstom kaže na druge, vsi vemo, 3 proti tebi, predno začneš s prstom kazati na druge, najprej pometaj pred svojim pragom, saj vedno rečejo to, Tako da vedno stremim k temu, da jaz vem, da smo vsi samo ljudje, ampak vem pa tudi, kaj prinese, ko odpustiš, ko deluješ iz ljubezni, iz luči, tako kot bi jaz danes lahko z vsemi 10, 15 psihiatri, psihologi, psihoterapevti, ki so me obravnavali, bi lahko sedela za mizo, pila kavo, kot da nič ni, ker sem jim jaz odpustila, ker čutim mir do njih, Če bi jaz čutila agresijo, jezo, jaz se ne bi pojavljala danes v javnosti, Seveda, da smo bili mi na samem začetku jezni, kdo pa ni bil, ampak potem ugotoviš, da to ni prava pot in da vsi delamo napake in dokler časa človek prizna to, se opraviči, zna odpuščati, ta človek je zame človek, ne tisti, ki pravi, on je pa vse najboljše, kar je možno, ampak vsi vemo, vsi smo krvavi pod kožo.
In zato bi mogli en na drugega gledati. Tudi jaz sem sigurno kdaj komu izrekla kakšno napačno besedo, karkoli takega naredila, kar mogoče ni bilo prav. Ampak zato pa pravim, smo vsi ljudje in velik je človek, ki stopi ven iz tega kroga in na ljudi, ki so z njim grdo ravnali ali pa z njim niso prav delali, gleda z očmi ljubezni, ne več, kako bi jih napadal, kaj bi jim naredil, kam pa bomo prišli s tem napadanjem, nikamor. Ne? In to je delovanje iz ljubezni, iz miru. Ne? A pa se za konec še vrnva na sam vzrok psihičnih težav. Ta ponavadi izvira iz zgodnjega otroštva, ko so nas starši, a ne bodi tiho, že spet si to naredil, poglej kakšen si, ne, te nalepke. Midve obe veva, da starši nam lahko dajo maksimalno, kar nam tisti trenutek lahko dajo. Če bi znali dati več, pa boljše, bi nam to definitivno dali. A ne? In te travmatične izkušnje mi prenesemo v našo odraslo dobo, iz tega ven izhajajo tudi te težave s psiho, travme, ko nas dušijo notranje obremenjujemo, sicer to je, bom rekla, bolj zgodovinsko, ampak mi še kar vlečemo ta voz naprej, namesto da bi ga spustili in odpustili, tako kot ti praviš, ker odpuščanje je ključ za spremembe. Najprej sebi, potem pa našim najbližjim, to so ponavadi starši. In bi se midve mogoče še v parih besedah lotili tega, kako naj starši ravnajo pri sebi in pa z otroci, da bo teh travmatičnih stanj čim manj. Ja, nekje je zelo dobro pisalo, ne vzgajajte otrok, vzgajajte sebe. Ne? In to vse pove, torej deluj na tem področju, kako izboljšati sebe, svoje vedenje, svoje čustvovanje. To pomeni, če imaš izbruhe jeze, je mogoče čas, da si, če ne zmoreš, sam poiščeš pomoč, da z nekom predelaš, odkje imaš ti izbruhe jeze, žalosti, ker otrok je pa, kot vsi vemo, kot ena plošča, kaseta, ki vse snima, vse vidi, in nas se vleče in potem on po nepotrebnem vali nas se krivdo. Zato jaz vedno staršem svetujem, najprej se lotite sebe, ko te vi v notranjem miru, ko te vi imeli rane pozdravljene, boste avtomatsko lahko vzgajali otroke v zdrave, srečne in zadovoljne. Ker če pa ti ne znaš obvladovati svoje žalosti, jeze, agresije, besa, pismo, to ni v redu, In zato vedno rečem, jaz vsakemu rečem, razumem, vsi mi smo bili vzgajani, tudi jaz, v tem, da si priden, da ni treba ti vsega povedati, bod tih, ne deluj, v smislu tega, da kar lahko narediš dobro, ampak čim bolj bod tih in pol vidiš, da te to nikamor ne pripelja. Tudi pa ne sam družina, pa je pa tukaj tudi vzgoja krščanska, mi smo bili vzgojeni v krščanski veri, vedno rečem, prinesla je veliko dobrega, ampak tudi slabega, tudi tam so nam govorili, odpuščati, sam če je nekdo do tebe nasilen, tako kot sem jaz imela psihično nasilje v srednji šoli, pa so mi duhovniki govorili, molite za njih, to je bila napaka, duhovniki morajo takoj pozvati človeka, otroka, ki je žrtev nasilja, da ne gre na policijo, nekomu prijav, to je narobe, Torej, napaka pri tem sistemu je bila, da kar trp, naučili so nas, da je trpljenje božji dar. Ja, do neke mere, ampak sigurno pa ne otrok najstih, kot sem bila jaz, ko mi je bilo rečeno čim večkrat zmol, oče naš pa je v cerkev, jaz sem pa trpela kot Kristus na križu. To je bilo pa narobe, to je bilo pa zelo narobe. Zato vedno rečem, da tukaj so vsi odgovorni, ne samo starši, duhovniki, učitelji, To so duše, majhne otroške, ne moreš ti njim takega bremena nalagati, kot je mol za te, ki te ponižujejo, pa ne, to je treba prijaviti, tukaj sploh ni debate. Kot jaz danes, ko kdo do mene pride pa reče, da je žrtev medvrstniškega nasilja ali pa žal tudi kakšnih drugih zlorab, ki se danes dogajajo, ja, kam drugam kot na policijo. Tukaj sploh ni debate, kako se bodo stvari spreminjale, če mi zadev ne bomo prijavili. Ja, ne bodo se, In zato, ker vedno rečem, pogovor rešuje in ti moraš nekomu povedati, odrasla oseba pa dolžna pravilno ukrepati. Tega nasilja je zato veliko, ker se ga tolerira. Premalo ljudi se pa zaveda, da je to verbalno nasilje, ki je enačeno s spolnim nasiljem.
ampak ker, oziroma s fizičnim nasiljem, ampak ker je to samo iz ust v usta, se ga tolerira. To je pa največja napaka in največji vzvod za vsa ostala nasilja. Mi bi se mogli zavedati, da ne glede na to, ali je to v družini, ali je to v šoli, ali je to tudi med nami odraslimi, bi se mogli zavedati, da verbalno nasilje je naredilo v zgodovini več škode, kot vse vojne skupaj. Trpeči ljudje zaradi tega, ker so mogli biti tiho in niso upali povedati, ker so v bistvu nasprotna stran je izsiljevala in ustrahovala, bodi tiho, če ne se ti bodo zgodile še hujše stvari. Se pravi, v kakšnem stanju je tak človek, da si sploh upa nekomu to reči, sploh pa majhnemu otroku. Zato je tukaj tako pomembno, da smo mi starši v svojem centru, da znamo resno jemati naše otroke, jim stopimo v bran in jim pomagamo na ta način. Jaz imam recimo 4 otroke, in so prihajali domov z različnimi sporočili iz šole, medvrstniškega nasilja in tako naprej. Jaz sem pa vedno otroke vzgajala v duhu iskrenosti, spoštovanja in brezpogojne ljubezni. In smo v štartu rešili kakršnokoli verbalno nasilje, s tem, da sem vedno vzgajala otroke, da nikoli ne smejo prvi začeti, da nikoli ne smejo od drugih otrok poniževati, se pa lahko postavijo vedno za sebe. In mi je enkrat prinesel moj najmlajši domov v 2. razredu, davil sošolca. In greva midva doma razjasniva zadevo, kaj je bilo. Mi je otrok vse po pravici povedal, jaz sem ga po 10 minutah zagrabila, da sva šla v šolo in učiteljica se je izmotavala. Ona je točno vedela, da je bila za ta incident ona odgovorna, ker je otrok že večkrat prej povedal, kaj se dogaja, in smo takoj rešili na licu mesta. Jaz sem otroka potem pozvala, naj pove po resnici in je rekla učiteljica, veste, mi tukaj ne moremo, sem rekla, veste kaj, zdaj pa če ne boste takoj rešila, bom jaz poskrbela, da boste vi ob službo, da boste izgubila službo. Sem rekla, ker tukaj ste pa vi odgovorna, iz majhnega raste veliko in vi ste tukaj zato, da otrokom tudi poveste, da je verbalno nasilje prepovedano. Otroci morajo že od majhnega spoštovati eden drugega. In s tistim dogodkom smo zaključili, ni bilo nikoli več nobenega podpisa, vedela je točno, kaj mora narediti, bil je pa problem, ker mi smo s kmetije in so otroka zafrkavali, da je kmetavzar, da smrdi. Ja, od kje to pride? Od staršev. Vedno. To poniževanje. Od kje? Smo že videli depresivnega dojenčka? Ali pa jezenega dojenčka? Ali pa zafrustriranega dojenčka? Vse te vzorce otrok pobere od svojih staršev. Ja, zato ker tudi jaz, ko sem bila žrtev medvrstniškega nasilja, so mene in še nek 5-6 v razredu, kako bi temu rekla, so se norčevali iz nas, ker smo bili iz kmetov, to pomeni iz vasi, sem bila jaz iz Komende. In mi nismo, bili smo preprosti, vsi tisti, ki smo tja prišli, več kot polovica razreda pa je bilo iz mesta in mi smo takoj postali tarče. Jaz pa sploh ne vem, kakšna sile, kako hodiš oblečena in tako dalje. Jaz sem samo gledala, jaz nisem mogla verjeti. Krohotale so se punce, fantje, 15-16 let stari, oziroma še malo manj takrat. Ampak učiteljica ni nič naredila. Socialna delavka, ko sem jaz povedala, da ne zdržim v šoli, da se norčujejo iz mene, je pa rekla, kaj misliš, da bo na drugi šoli kaj boljš? To je alarm. Jaz še enkrat rečem, mi nimamo usposobljenih učiteljev, socialnih delavcev na tem področju. Oni ne znajo, nimajo znanja. Torej, kot si ti rekla, Mateja, to prihaja od doma. Zakaj so se ti meščanski otroci norčevali iz mene? Ja, zato, ker so se že doma, ker je bilo to doma. Od kje jim to? Mi pač smo
vse z vasi smo bili zelo povezani, ne? Hodili smo na mladinske vaje, na verug, kot vaški otroci povezani, je bilo to čisto nekaj drugega, zato je bilo za nas to šokantno, zakaj se norčujejo iz tega, da smo mi z vasi, da hodimo v cerkev in tako dalje, ne? Zato vedno rečem, to je alarm za državo. Država bi mogla usposabljati učitelje, socialne delavke na področju medvrstniškega nasilja, verbalnega. To bi moralo postati kot kaznivo dejanje, kajti to je mnoge pahnilo v samomore, ne? Ker otroci niso zdržali pritiska sošolcev in sošolk. Učitelji pa pač po mojih izkušnjah so se bali jih, ne? Tudi niso upali se pač postaviti zame. Ne? Kot prvo, ne samo to, ampak niti znanja niso imeli, kako bi ukrepali. Ne? In tukaj pač po mojih izkušnjah je nujno izobraževati učitelje o tem, kar danes postaja fenomen, ne? Medvrstniško nasilje povsod, pa če je na Facebooku, pa če je, ne vem, na internetu, bi mogel biti alarm za šolo, za policijo, tega ne sme nihče dopuščati. Noben ne sme nobenega žaliti, poniževati. Mislim, stavk, jaz pravim, bi mogel biti zaustavljen. Bodimo iskreni. Tako, in sva pri vzroku. Vse se začne v nas, koliko smo mi postavljeni v svojem centru, v svojem stebru, koliko smo predelali teh travm. Tukaj si lepo pokazala, imaš izjemno zbirko knjig, ki govorijo o osebnostni rasti, predelavi vzorcev, in tukaj bi mogel vsak človek, ki se zaveda te problematike, prebrati vsaj eno knjigo. In tudi jaz vidim, učitelji bi mogli biti tisti, ki so postavljeni, ker prihajamo v obdobje, ko je to postala izjemna problematika, to nasilje verbalno, ne? Ker iz verbalnega nasilja pride tudi vse ostalo nasilje. In tukaj bi oni mogli pač v štartu preprečiti, se pogovoriti s starši, tukaj bi moglo biti sodelovanje enega in drugega. Tako. In to je v bistvu tabu tema. In o tej tabu temi bomo mi naredili eno posebno srečanje, kjer bomo povabili predstavnike, psihoterapevtov, zdravnikov in pa mogoče tudi vlade, kaj narediti, da bi lahko presegli te zadeve, tako kot imamo zdaj, 22. Kjer se zbira zdravniška stroka in bo spregovorila o problematiki zdravstva na vpliv človeka oziroma na celotno družbo. Tako da, Barbka, se ti iskreno zahvaljujem za tole izrečeno, ker o temu ne upa nobeden govoriti, je pa osnova za dobro počutje posameznika, tako v družini kot v celotni družbi. Res ti hvala. Hvala tudi tebi še enkrat za povabilo. Hvala.